Svet kulture. Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. V okviru Ljubljana festivala bo nocoj v Cankarjevem domu ponovno gostovala priznana argentinska pianistka Marta Argerich. V oddaji pa tudi o tržaški igralski družini Radijski oder, ki letos obeležuje 80 let neprekinjenega delovanja, in včerajšnjem koncertu češkega klavirskega kvarteta Josef Suk v okviru piranskih glasbenih večerov. Najprej se odpravljamo v Galusovo dvorano Cankarjevega doma na koncert Marte Argerich festivala Ljubljana. Prispevek Anuše Volovšek. Nocoj ob 20. bo v okviru letošnjega 74. festivala Ljubljana koncertni dogodek, ki so ga poimenovali Zvezdniški večer z Marto Argerich. Legendarna pianistka se namreč vrača na festivalski oder in pred orkester Slovenske filharmonije. Poleg nje pa bo orkester gostil še enega umetnika, ki je pogosto v zadnjem času celo redno sodeloval z njim, svetovno znanega švicarskega dirigenta Charlesa Dutoita. Večkrat smo dolgoletna umetniška sodelavca Marto Argerich in Charlesa Dutoita na domačem prizorišču doživeli tudi skupaj. V okviru festivala Ljubljana tokrat skupaj nastopata že petič, od tega tretjič z orkestrom Slovenske filharmonije, ki je tudi rezidenčni orkester festivala Ljubljana. Sicer slovita umetnica Marta Argerich velja za eno najopaznejših pianistk našega časa. Znana je po izjemni intenzivnosti, širokem barvnem razponu in izrazni svobodi, ki presegajo le tehnično virtuoznost. Mednarodno prepoznavnost si je utrdila že v mladosti z zmagami na najuglednejših tekmovanjih, med drugim na Chopinovem v Varšavi, ter z dolgoletno koncertno in snemalno kariero, ki zajema širok repertoar od baroka do 20. stoletja. Tokrat se bo predstavila s koncertom za klavir in orkester v G-duru Maurica Ravela. Poleg tega pa bosta na sporedu še dve skladbi. V drugem delu bo zvenela rimska trilogija, 3 simfonične pesnitve, rimski prazniki, rimski vodnjaki in rimske pinije Ottorina Respigija, koncertni večer pa se bo začel z uverturo Rimski karneval Hectorja Berlioza. Neposredni prenos koncerta lahko ob 20. uri spremljate na programu Ars. Tržaška igralska družina Radijski oder letos obeležuje 80 let neprekinjenega delovanja. Ustvarili so na tisoče dramskih del različnih zvrsti, domačih in tujih avtorjev, namenjene odraslim ter najmlajšim poslušalcem. Častitljivi jubilej bodo nocoj proslavili v zgodovinskem studiu C Radia Trst A, kjer so 17. julija 1946 odigrali prvo radijsko igro v živo. Ponovitvi igre Premagano obzidje in predstavitvi plodnega delovanja društva lahko v živo prisluhnete ob 20. na valovih Radia Trst A. Več v prispevku Špele Lenardič. Tudi jaz te ljubim, Veronika! Šla sva od doma, da poiščeva najino srečo. Če bi prenehala virovat, bi bilo vsega konec. Velika vira je kot narasla reka. Jezove podira, a poplavlja, prinaša nesreča, umakni se! Ostanem! Janez Prepeluh je za Radijski oder napisal številna dela. Zgodbo o prepovedani ljubezni, viri in oblasti je metaforično postavil v čas križarskih vojn, a je aktualna še danes, spomni umetniška vodja Radijskega odra in režiserka ponovitve igre Premagano obzidje Maja Lapornik. Dejansko je to en žakus vsaki oblasti, ki posameznika stre, mu prepove njegovo ljubezen, mu onemogoča njegove sanje in njegovo življenje. In ker se ta zgodba, ta ljubezenska, žalostna, tragična zgodba dogaja v Jeruzalemu, so seveda aktualne navezave zelo na mestu. Razvoj digitalne tehnike radijskim ustvarjalcem danes omogoča neizmerne možnosti. Svoj čas so zvoke okolja z najrazličnejšimi predmeti pa ustvarjali v živo. Zdaj so s klikom na voljo v zvočnih knjižnicah.
Pri obuditvi prvega dela igralske družine želijo ohraniti čim več nekdanjih elementov, dodaja režiserka. Mi smo hoteli nekako podoživeti način dela, s katerim so začeli naši predhodniki, ustanovitelji te radijske igralske družine, in zato bomo v živo ustvarili malo ognja, pa nevihto, topot konjev, nekaj, kar nas označuje. Seveda se je radiofonija v vseh teh desetletjih bistveno spremenila in pravzaprav je bilo težko ustvarjati tako, kot so nekoč ustvarjali. Na harmoniki bo igro v živo spremljal skladatelj in glasbenik Aleksander Ipavec. Studio C, Radia Trst A, je bil dolga leta sedež igralske družine. Zadnja desetletja ustvarjajo v svojih prostorih in večino vsebin snemajo. Vrnitev v domači studio in igranje v živo ob prisotnosti publike vzbuja posebne občutke, priznava igralec radijskega odra Tomaž Susič. Malo je nervoze, zato ker smo zdaj navajeni na to, da se ustavimo, če zgrešimo, popravimo in gremo naprej. To je vse v živo, se pravi, kot se je delalo nekoč, nismo več na to navajeni, ampak smo vadili, zato smo suvereni in verjamemo, da bo šlo zelo v redu. Priljubljenost radijskih iger in zvočnih posnetkov literarnih del v zadnjih letih narašča. V radijskem odru prirejajo tudi večere slušnega gledališča, skrbijo za sinhronizacijo risank, z gledališkimi delavnicami in predstavami za najmlajše pa k sodelovanju vabijo tudi nove generacije. Sodeč po odzivu se jim za prihodnost društva, ki šteje 25 aktivnih članov, ni treba bati, pravi predsednica Manica Maver. Nimamo problemov nekako s to kontinuiteto, ne. Ta naša skupina je odvedno združevala različne generacije, kar je tudi razumljivo. Za nastopanje na radiju potrebuješ vse vrste glasov, od ženskih do moških, od starejših do najmlajših, ne. Tako da ta generacijska povezanost je vedno bila pri nas prisotna. Radijski oder je na pobudo nekdanjega profesorja Jožeta Peterlina po koncu druge svetovne vojne nastal željo po posredovanju kultivirane slovenske besede, ki je bila več kot četrt stoletja prepovedana. Skrb za slovenski jezik, predvsem pa govor, ostaja najpomembnejše poslanstvo društva. Mislim, da na tem področju smo eni od redkih, ki gradimo. Mislim, da je malo društev, ki se ukvarja z govorjeno slovenščino. Seveda pa je potem za nas pomembna tudi umetnost, umetniška beseda, kvalitetna umetnost in tudi to želimo širiti med ljudmi. V nizu dogodkov, ki jih prirejajo ob 80-letnici, bodo septembra v živo poslušalcem ponudili interpretacijo Cankarjevega Kralja na Betajnovi. Razpisali pa so tudi natečaj za izvirno radijsko igro. Peter. Veronika! Cikel koncertov Piranski glasbeni večeri, ki poteka že 48. leto v enem najlepših akustičnih prostorov v državi, to je v križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega v Piranu, je sinoči ponudil koncert enega vodilnih komornih ansamblov v Evropi, to je češki klavirski kvartet Josef Suk. Na koncertu je bila Simona Moličnik. Klavirski kvartet Josef Suk je dobil ime po enem največjih violinistov 20. stoletja, vnuku skladatelja Josefa Suka in pravnuku Antonina Dvoržaka. Čast, da prevzame ime tega vodilnega češkega umetnika, je zasedbi leta 2013 predlagalo Češko društvo za komorno glasbo ob podpori Marije Suk, žene Josefa Suka. S tem kvartet nadaljuje bogato tradicijo znamenitega Sukovega trija ter nasploh tradicijo češke komorne glasbe, ki je svoj čas močno zaznamovala tudi razvoj slovenske umetnostne glasbe. Kvartet sestavljajo Radim Kresta violina, Eva Krestova viola, Aneta Šudakova violončelo in Pavel Zemen klavir. Eva Krestova in Radim Kresta. Želim povedati, da glasba Josefa Suka močno vpliva na nas, kajti gre za tradicijo češke glasbe. Janaček, Dvoržak, Smetana, to so največji skladatelji za nas in seveda vedno igramo glasbo Josefa Suka in naša srca so ganjena. To je v nas.
Večer je uvedel violinist Radim Krestas premišljeno, notranje zbrano in izrazno prepričljivo violinsko sonato v D-molu iz zbirke Piccolo sonate Giuseppe Tartinija. I was so lucky to play this piece because I found that it's not so known. Sem tako srečen, da sem igral to skladbo. Ugotovil sem namreč, da ni tako zelo poznana. Je ena iz cikla 26 solo sonat. Bil sem presenečen, ker je tako čista in prelepa glasba, pa ni tako lahka za izvajanje. Tartini je namreč v tistem obdobju raziskoval novi akustični fenomen, to je tako imenovani tretji ton. Sem zelo počaščen, da sem tu, v Tartinijevem rojstnem kraju in da sem začutil to atmosfero. Lepo je bilo igrati tu. Atmosphere around. It was so nice to play. V srednjem delu je s poglobljeno glasbeno komunikacijo med izvajalci zazvenel klavirski kvartet v A-molu Josefa Suka, ki z bogastvom motivičnega in tematskega gradiva odpira širok izrazni in čustveni napon. Koncert je sklenila prefinjena izvedba sicer izjemno zahtevnega klavirskega kvarteta številka 1 v G-molu Johannesa Brahmsa. In celota je bila odeta v bogastvo homogene zvočne barve, občinstvo pa je bilo deležno nepozabne glasbene izkušnje. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo končali današnjo oddajo, ki sem jo uredila in vodila Petra Meterc, posnela pa Mirta Berlan. Vabljeni k poslušanju naše dnevno informativne oddaje o kulturi spet v ponedeljek.